Pri Komunali Slovenska Bistrica so si za letošnje leto zastavili smele poslovne načrte. Več o aktualnih projektih nam je povedal direktor podjetja Maksimilijan Tramšek. Poslovno leto lani smo zaključili s pozitivnim rezultatom, so za 161 tisoč evrov čistega dobička. Zdaj ustvarili smo 12,4 milijona prihodkov, kar je bilo cirka za 16% več povečanih prihodkov kot leto poprej. Zdaj letošnje poslovno leto imamo ambiciozne načrte, ogromno moramo postoriti na teh obveznih gospodarskih javnih službah, kjer dejansko povečujemo prihodke in večamo storitve na vseh teh obveznih službah. Je pa res, da trenutno smo eni intenziteti, delamo za 5 občin, kjer se gradi komunalna infrastruktura, tako na vodovodih, odvajanju in čiščenju, in tu smo z našimi službami, z našimi storitvami tudi prisotni. V načrtu pa imate tudi ureditev nove poslovne stavbe tukaj pri čistilni napravi. Ja, v mandatu imamo vizijo nekako zgraditi eno novo poslovno tehnično cono. Obstoječa cona je pretesna, je premajhna, nimamo parkirišč, nimamo urejenih nekih kulturnih dostopov za obiskovalce. Problem je dostopnost invalidov, tako da uprava razmišlja o izgradnji neke nove poslovno tehnične cone, kjer bi se te službe združile na enem mestu. Razmišljamo, da bi ves ta vozni park, ki je raztresen na več lokacijah, spravili tudi pod streho, da ni v vseh vremenskih razmerah na prostem. Zdaj ponudila se je priložnost, v letošnjem poslovnem načrtu imamo pridobitev zemljišč, gre za 11 tisoč kvadratov zemljišč ob čistilni napravi, ki je v lasti občine, in koliko letos pridobimo ta zemljišča, smo že tudi v pripravi idejnih projektov in pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, in to je cilj, da bi v letošnjem letu pripravili vso projektno dokumentacijo, da bi nekako konec naslednjega leta nekako pričeli tudi z samo gradnjo. Kako bodo urejeni ti prostori? Ja, sigurno bojo uporabniku prijazni. Želimo nekje v pritličju vse strokovne službe, da obdelamo stranke, to se pravi vse tisto, kar nas stranke potrebujejo, da bi bilo na razpolago v pritličju, v nadstropju tehnične službe, uprava z financami, poskrbljeno bo tudi za zaposlene, se pravi vsi garderobni prostori namenjeni vsem službam. Velik poudarek bo pa na skladiščnih prostorih, ki jih sedaj nimamo, ki smo zelo utesnjeni, potem na delavnicah, mehaničnih delavnicah, avtomehaničnih delavnicah, ključavničarskih delavnicah, na deponijah in nadstreških za službena vozila. Kot rečeno, javno službo opravljate v 5 občinah. Katera pomembnejša dela trenutno potekajo v občini Slovenska Bistrica? Ja, v občini Slovenska Bistrica trenutno zaključujemo izgradnjo vodovoda v Spodnji Novi vasi, kjer iz primarnega vodovoda transporta Velenik gradimo novi napajalni vod za oskrbo in rešitev prve faze problema za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo za občane Spodnje Nove vasi. Potem začeli smo urejati park pri občini Slovenska Bistrica, gradimo kanalizacijsko omrežje, vodovod in javno razsvetljavo v Travniški ulici. Začeli smo z investicijami na rondojih, sodelujemo pri nadzoru izgradnje čistilne naprave Rače Fram, kjer smo aktivni, sodelujemo pri izgradnji kanalizacijskega omrežja na Polskavi, delamo za krajevne skupnosti, veliko dela imamo na infrastrukturi, cestnem omrežju, tako da dejansko dela je dovolj. Zaposlujemo tudi kader, iščemo kader, izkoriščam to priložnost, gledajte naše spletne strani, iščemo strokovni kader, tako da dela nam ne bo zmanjkalo v letošnjem letu. Temu primerno ste zato tudi zastavili dolgoročne načrte. Ja, seveda, zdaj nova poslovna tehnična cona in vsi simulacije so narejene za naslednjih 20 let, kako se bo podjetje razvijalo. V naslednjih letih bo podjetje prevzelo v upravljanje veliko nove zgrajene infrastrukture. Moramo vedeti, da v naslednjih 4-5 letih se bo ogromno kanalizacijskega omrežja zgradilo, vodovodnega omrežja. To dejavnost širimo tudi na ostale občine. V občini Rače Fram smo v dogovorih, da bomo prevzeli kompletno upravljanje tako kanalizacijskega kot vodovodnega omrežja, ki ga sedaj upravlja, del tega sedaj upravlja režijski obrat, tako da širimo te dejavnosti na družbenike, na vseh področjih, kjer pa se izvaja ta gospodarska javna služba. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v četrtek 27. maja sestal na svoji 14. redni seji. Uvodoma je soglasno podprl gradivo o ustanovitvi pokrajin.
Svetniki so se seznanili tudi s poročili o trendih varnostnih pojavov na območju občine Slovenska Bistrica, o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva z oceno izvajanja občinskega programa varnosti ter o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti v občini v letu 2020 in s poročilom o poslovanju javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica. Sprejeli so zaključni račun občine Slovenska Bistrica za leto 2020 in podali soglasje k uskladitvi cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. V prvi obravnavi so potrdili poslovnik občinskega sveta in odlok o delovanju tržnice. Občinski svet je obravnaval tudi več premoženjskih in kadrovskih zadev. Med drugim je imenoval Tomaža Repnika za direktorja Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica in podal soglasje k imenovanju Boštjana Friedricha za direktorja Zavoda za šport Slovenska Bistrica. V soboto 29. maja je bil v Slovenski Bistrici 21. mednarodni atletski miting ter memorialno tekmovanje Milana Stepišnika v metu kladiva in prvi memorialni turnir v suvanje krogle po Marjanu Štimcu, in to vse v izvedbi atletskega društva iz Slovenske Bistrice. Deževna in hladna Slovenska Bistrica je bila 29. maja v znamenju atletike, kajti domače atletsko društvo je že 21. zapored pripravilo mednarodni atletski miting. Prvo ime mitinga je bil vsekakor metalec diska Kristjan Čeh, ki je z rezultatom 69-52 trenutno zaseda drugo mesto na svetovni lestvici v letošnji sezoni. Dobro pripravljenost je potrdil tudi v mestu Aluminija, kjer je najboljšim metom 68 metrov in 17 centimetrov kljub težkim razmeram gladko opravil s tekmeci. Današnja tekma bi cenil kot dobro tekmo tudi, kajti 68 tudi fantastičen rezultat. Ni tako daleč kot na Ptuju, ampak je vseeno dobro in mogoče bomo slabše vremenske razmere, z niti sapice veter, tako tudi neka potrditev, da sem pripravljen in na tudi večje rezultate in seveda sem zadovoljen s tekmo. Odlično zasedbo so gledalci lahko videli tudi v moškem in ženskem teku na 100 metrov. V ženski konkurenci je bila prepričljivo pred tekmicami olimpika Maja Mihalinec Zidar. V bistvu sem šla nekako brez pričakovanj glede rezultata, no v bistvu pač tudi vreme je kar hladno, kar absolutno ni pač najbolj primerno za šprinterje, to tudi malo kroji rezultate, lahko rečemo, no. Drugače pa, kot rečeno, šla sem brez pričakovanj, ampak verjetno glede na proces treninga in pa vse je pač trenutno rezultat realen. Danes v bistvu sem šele prvič po dolgem času lahko temu rekla res provala na polno tečno, tako da zaenkrat sem pač vesela, da sem brez bolečin in upam, da lahko gremo normalno v trening in pa v normalne priprave do olimpijskih iger. Pri fantih je nalogo odlično oddelal Nik Hočevar, ki je kar dvakrat izboljšal osebni rekord. Njegov najboljši izid pa 10:39. Mi smo zelo trdo in zelo dobro po mojem občutek trenirali in to se zdaj tudi pokaza in sploh za ta začetek od sezono mislim, da so te čase res dobro in tudi kažejo, da gre trening in to vse v pravo smer. Kvalitetno in številčna je bila konkurenca tudi v skoku v daljino za moške. Negotovo je bilo vse do zadnje 6. serije, kar se tiče 2. in 3. stopničke. Član domačega društva Nino Celec je skokom 7,54 m izboljšal svoj osebni rekord za 3 cm. Glede na to, da je to začetek sezone, sem prezadovoljen, odvalil sem en kamen srca, tudi gledalci na tribunah, super vzdušje, super tekma in komaj čakam začetek, mislim, nadaljevanje naše letošnje sezone. Čakate državno prvenstvo, torej kakšne so torej ambicije? Če bom kar iskren, upam na najvišja mesta. Dobro sem pripravljen, tudi poškodbe so vse sadirane, tako da komaj čakam. Najboljše je bilo, da bi se zdaj kar dobro regeneriral, se pravi nekaj počitka po tekmi, pol pa nadaljevanje mogoče kakšna kontrola tehnike, se pravi eno skakanje med tednom, ena hitrost, pol pa priprava na državno prvenstvo. Potem pa v sklopu mednarodne atletske lige, tekmovanje v Sloveniji, mogoče tudi kak mednarodni miting v tujini. Zato je vzel favorizirani Srb Lazar Anić, njegova zmagovalna dolžina pa 7,76 m. Tudi obe memorialni disciplini Stepišnikov v metu kladiva, že 19. izvedba, in prvič v suvanju krogle memorial Marjana Štimca sta kljub okrnjeni konkurenci dala pomemben pečat letošnjemu mitingu. Več obeh pa direktor mitinga Boštjan Friedrich. Letos prvič je bil organiziran tudi memorial Marjana Štimca v suvanju krogle
Letos sicer z nekoliko slabšo zasedbo, kot je to bilo v minulih letih. Razlog je bil, da je včeraj potekala Diamantna liga v Dohi in so kar 3 tekmovalci, ki so že obljubili prihod v Slovensko Bistrico, nažalost pač morali povedati, ampak jih tudi razumem. Kot atlet bivši, Diamantna liga je le najvišja raven tekmovanja v atletiki in seveda so tam nastopili. Tako da lahko rečem, no, suvanje krogle je za nami, zmagal je Hamza Alić, naš legendarni gost iz Bosne in Hercegovine, tudi dobitnik medalje z Evropskega dvoranskega prvenstva. Potem lahko rečem še za memorialno disciplino v metu kladiva, ki je že potekala letos 19. Tudi zelo dobri rezultati v moški in ženski kategoriji, tako da tudi za zahvale grejo vsem sponzorjem, tudi družinam Stepišnik in Štimec, ki so podprli ti memorialni disciplini. Naš cilj je, da seveda v naslednjem letu organiziramo tak in še malo boljši miting na najvišji kvaliteti. Tudi domači atleti in atletinje so s svojimi dosežki poskrbeli, da je 21. izvedba, tako kot po tekmovalni in tudi organizacijski plati, popolnoma uspela. Veseli nas, da so tudi domači atleti zelo dobro nastopili. Nino Celec je dosegel nov osebni rekord v skoku daljino, v zelo močni konkurenci zasedel odlično 3. mesto. Gala Trajković sicer z manjšimi težavami v teku na ovirah 400, ampak glede na to, kakšne težave je imela, je v bistvu dosegla zelo dober rezultat. Potem Klemen Španjenik zmaga na 5000 metrov in res tudi mlajši so zelo dobro nastopali. Seveda smo zelo veseli, da se lahko domači atleti predstavijo tudi publiki in za njih je to še vedno je posebna motivacija nastopiti pred domačim občinstvom. Tako da seveda sezona se šele začela in tudi bistriški atleti bodo v letošnjem letu imeli številna tekmovanja in upamo, da bodo dosegli rezultate, ki si sami tudi najbolj želijo. Ja, zanimive zgodbe piše nogomet in takšno je spisal tudi v 3. državni nogometni ligi Sod. Kajti prvaka v tej ligaški konkurenci bomo novili tudi v zadnjem krogu, ko se bosta v Slovenski Bistrici pomerila domača Bistrica in Rogaška. Bistričani so prvo med žogo, torej za napredovanje v drugo ligo, izgubili tukaj v Cirkulanah, ko so z 1-0 izgubili proti domači istoimenski 11-terici. Nogometaši KTM Bistrica so po prvem delu igre še držali uvrstitev med drugoligaše, rezultat je bil tisti začetni 0-0. Haloze in občina Cirkulane bi bile kraj, kjer bi se bistriška ekipa doživela zgodovinski trenutek za nogomet Slovenske Bistrice. Žal pa se je uvodna minuta drugega dela prinesla strel iz kota, po katerem so domači s tem golom Bojneca povedli v srečanju z 1-0. To pa je bil, kot se je izkazalo na koncu, tudi končni rezultat srečanja. Tekmo za prvake in napredovanje pa bo sedaj v Slovenski Bistrici proti Rogaški, ki za napredovanje potrebuje zmago, Bistričanom pa je dovolj že neodločen izid. Pričakovali smo, da bo igrali toliko zaprto, ampak ja, imajo legitimno pravico do tega. Žalostno je, da pač nismo uspeli. Imeli smo neke svoje priložnosti, kjer bi, če bi prvi povedli, bi bilo potem seveda veliko lažje. Ampak ni nobena tragedija. To, poglejte, prva tekma, ki smo jo izgubili, enostavno bo pač bolj zanimivo. Bomo pač še kvalitetno pripravili in zadnja tekma bo odločala. In za promocijo nogometa, za promocijo kluba, igralcev je to. Kar smo si dejansko želeli smo biti spredaj in zadnja tekma odloča in hvala Bogu. Bomo pa zadnjo tekmo potem odločili svojo korist. V 52. minuti tekme je s to odlično obrambo vratar Jaka Dabanović ekipo še vedno držal v upanju na izenačenje, kar pa se seveda ni zgodilo. Mislim, da smo si glede na prikazano zaslužili vsaj točko. Malo nezbranosti na začetku drugega polčasa nas je stalo gola. Mogoče bi mogli iti boljši drugi polčas. Je še pa vse odprto, pravim, če bomo mi drugi teden igrali tako znamo, mene ni strah, da bomo premagali Rogaško in šli zasluženo v drugo ligo. Da so Cirkulane neugoden tekmec za KTM Bistrico, je potrdilo tudi to srečanje, na katerega jih je odlično pripravil njihov trener Jura Arsić. Vsekakor sem zelo vesel za to zmago, kljub vsem težavam in problemom skozi teden, ki so nas doleteli, smo nekako cel čas verjeli, da smo sposobni to narediti, se pravi, težili smo
v zadnjih tekmah k našemu cilju in to je osvojitev 3. mesta, ki mislim, da je za tak klub, kot je naš, v prvi sezoni odličen rezultat. Se pravi, kljub temu, da smo pač imeli določene težave, nismo oklevali, smo šli hrabro, kot ste sami videli, in na koncu smo bili tudi nagrajeni. Mislim, da smo povsem zasluženo zmagali. Verjamem, da smo kolegom iz Bistrice pač pokvarili slavje, ampak dejansko mi smo igrali samo in zgolj za sebe, za svoj cilj, ki smo ga danes z velikim veseljem tudi dosegli. Cirkulane so to zmago dale možnost enajsterici Rogaške, da se v zadnji tekmi prvenstva morda zmago prebijajo na vrh lestvice in drugoligaško druščino. V prvi vrsti bi rekel, da smo mi igrali za sebe, za svoje 3. mesto. Kot novinci v ligi smo pač z nekim še večjim navdihom igrali, da pač osvojimo to 3. mesto. Mislim, da smo danes se res borili, glede na to, kako zdesetkani smo bili in pa smo še malo tudi prvenstvo naredili zanimivo. Si upate napovedati, kdo bo odšel v drugo ligo? Mogoče Rogaška malo bolj izkušena ekipa, kar ste tudi danes lahko videli, da smo mi dejansko dobro se postavili in so težko prišli do nekih priložnosti, glede na to, da so pač mlada ekipa. Vidi se, da jim manjka kakšen izkušen igralec in mogoče celo manjša prednost Rogaške.